Pozdravljeni, Matjaž za Delo Infoteh ocenjujem Asus Transformer Book. Podobnih naprav smo videli že kar precej. To je prenosnik 2 v enem tablica, kakorkoli rečemo. Poanta je v tem, da lahko zaslon snamemo s tipkovnice in ga uporabljamo kot samostojno tablico ali pa ga damo nazaj v ležišče v tipkovnici in ga uporabljamo kot mali prenosnik, nekaj podobnega kot so bili še pred nekaj leti netbooki. Ta naprava je v primerjavi z ostalimi, ki smo jih do sedaj preizkušali, zanimiva zaradi dveh razlogov. Zato, ker je dokaj poceni, stane namreč približno 400 evrov. In kot drugo zato, ker na njej tečejo običajna okna, torej Windows 8.1, ne Windows RT, kar pomeni, da ta naprava poleg modernega okolja v oknih, kot je v Windows RT, ponuja tudi klasično namizje in možnost poganjanja vseh programov za okna, se pravi tudi tistih, ki so bili pisani za Windows 7, Windows XP. Sama naprava, sicer še posebej, če govorimo o tablici, ne izgleda nič posebnega, je še kar dobro narejena, ni pa ravno iPadovski presežek. Je dokaj plastična, tudi ne posebej tanka, tudi nekaj roba okrog zaslona je, ampak za to ceno se težko pritožujemo nad slabo kvaliteto. Tudi sam zaslon je kar spodoben, vidni koti so v redu, niso fenomenalni, ampak dovolj dobri, veliko boljši kot pri vsakem prenosniku za tak denar. Tudi razločljivost, ki je sicer običajna, 1466x768, bi lahko rekli, da tukaj niti ne moti tako zelo, ker je zaslon manjši kot pri običajnih prenosnikih, zato je še kar oster. Tipkovnica je tudi solidne, tipke so malo majhne, treba se je navaditi, majhnih razmakov, ampak to je pač davek majhne naprave. Sledilna ploščica ni najbolj natančna, ampak vse skupaj pomaga pri lažjem tipkanju in zadostuje za občasno pisarniško in podobno uporabo. Na tablici je nekaj vhodov, tu imamo priključek micro USB za polnjenje, izhod micro HDMI za sliko in pa režo za pomnilniško kartico micro SD ter še izhod za slušalke. Na tipkovnici pa je potem še USB priključek prave velikosti. V Asusu Transformer Book je najnovejši Intelov procesor serije Atom. To je družina procesorjev Bay Trail, ki je bistveno zmogljivejša od predhodnika. To pomeni, da tudi na taki tablici končno prava okna Windows 8.1 tečejo precej brez zatikanja. Imeli smo že na preizkusu nekaj podobnih naprav, ki se niso najbolje obnesle, ker je bilo vse skupaj enostavno prepočasno. S to konfiguracijo zdaj lahko precej nemoteno delamo in tudi uživamo v raznih vsebinah. Zato se nam zdi Asus Transformer Book dokaj dober nakup za 400 evrov, saj dobimo tako tablico za brskanje po spletu, uživanje v filmih, branje knjig, kot tudi mali prenosnik za kakšno občasno resnejše delo.